Veseli me, da se lahko tudi letos skupaj poklonimo bogati kulturni dediščini naše domovine in življenju ter delu Franceta Prešerna, pesnika, ki je slovenski jezik povzdignil v svet umetnosti in ga postavil ob bok največjim evropskim jezikom. Njegova poezija ni le izraz časa, v katerem je živel, temveč je postala temelj slovenske kulturne zavesti in našega narodnega ponosa. Kulturni praznik ni le poklon pesniku, temveč tudi priložnost za razmislek o pomenu kulture v našem vsakdanu. Pogosto mislimo, da je kultura nekaj oddaljenega, povezanega z umetnostjo, literaturo in glasbo, vendar je veliko več kot to. Kultura je način, kako govorimo drug z drugim, kako izražamo spoštovanje, kako ohranjamo svojo zgodovino in hkrati gradimo prihodnost. Je tisto, kar nas oblikuje kot skupnost in kot narod. Prešernova beseda nas uči, da je jezik več kot le sredstvo sporazumevanja. Je most med preteklostjo in prihodnostjo, med posameznikom in skupnostjo. Prav zato je kultura naša odgovornost. Vsak dan jo soustvarjamo s svojimi dejanji, odnosi in vrednotami. Ob tem prazniku se poklonimo vsem, ki so skozi zgodovino prispevali k bogastvu slovenske kulture in si prizadevajmo, da jo bomo ohranjali živo tudi za prihodnje generacije. Današnja slavnostna govornica je Ivana Džilas, gledališka režiserka, pisateljica in kolumnistka, ki s svojim delom odpira prostor za pogovor, kritično razmišljanje in iskanje novih perspektiv. Njeni režijski in literarni projekti vedno znova dokazujejo, kako močan glas ima umetnost in kako pomembno je, da si upamo spregovoriti o družbi, o posamezniku, o svetu, ki nas obdaja. Vabim vas, da ji prisluhnemo. Gospa Ivana Džilas. Dober večer, kulturnike, kulturnici, ljubitelji kulture, podporniki kulture, ustvarjalci kulture, obiskovalci kulture. Hvala vam, da ste me povabili. Štejemo veliko čast, ker veste, jaz sem priseljenka. In posebej se mi zdi, da ko se sprijet enkrat v kulturo oziroma neke države, kultura je pa, kot vemo, znak identitete, je to ena posebna čast in ena posebna vrsta sprejetosti. To je moj drugi govor na tem prazniku in resnično se počutim počaščena, da mi dovolite, da se z vami pogovarjam o vaši, moji, naši kulturi. In ko sem premišljevala, kako naj zastavim ta govor, sem se odločila, da v tem času, ko nam govore piše neka umetna inteligenca, si ne bom pustila napisati govora in se bom prišla raje pogovarjati z vami in vas vprašati, da skupaj premislimo o tem, koliko nam je pomembna kultura. Ali nam je zares kultura pomembna? Kako branimo pomen kulture? In kaj zares nam to pomeni? Veste, včasih sama sebi težko verjamem, ko rečem te velike stavke, kultura je pomembna, kultura je identiteta, kultura je to, po čem se prepoznamo. Časi so neizprosni, časi, v katerih živimo, so negotovi. Veliko je težkih tem, ki se nam dogajajo tekom leta. Lansko leto sem mogla s svojim govorom premagati poplave. To leto imam kar 2 vojni, z ene in z druge strani, ker naj bi jih z govorom o pomenu kulture premagala. Nenehno odgovarjam na vprašanja o šolstvu, o zdravstvu, o streljanjih v šoli, o demonstracijah. Bolj pogosto me sprašujejo v intervjujih o vsem tem, kot o tem, kaj delam. Na srečo sem to leto delala veliko komedij, tako da me publika ima rajši in več se pogovarjati z mano. Resnično sem vprašala tudi ljudi okrog sebe, ki ustvarjajo, da mi povejo, zakaj se jim še zmerom zdi, da je kultura pomembna. Dobila sem veliko odgovorov, ki so
Veste, kultura da dodatno vrednost in zato nam pride več turistov. Ali kultura je za otroke zelo pomembna, ker se tako učijo jezika. Berejo knjige, učijo se jezika. Ali pa predstave gledališke so pomembne, ker otroke učijo nekaj. Malo je še takih, ki so mi znali odgovoriti, da je kultura sama po sebi vrednost, da ne potrebuje dodane vrednosti, da je sama po sebi vrednost in v tem času dovolj pomembna, da stoji ob vseh teh temah, s katerimi se težko nosimo in ker resnično se je težko boriti s tem, zakaj ustvarjati ali vlagati v kulturo, ob tem, če debatiramo, ali je bolj pomembno sezidati hiše po poplavah, most po poplavah ali bolnice. Jaz sem se odločila, da bom se ukvarjala s kulturo, ko sem bila stara 16. Zdaj, ko vam rečem, koliko dolgo se že z njo ukvarjam, ste vedeli, koliko sem stara. To je zdaj že kar več kot 30 let. Ko sem rekla, da se bom vpisala na akademijo in da se bom ukvarjala z gledališčem, so mojega očeta prijatelji klicali, če hočejo, da mu naredijo uslugo, da ne bom sprejeta na akademijo. Moji oče menijo, da so časi takrat bili tako negotovi v Srbiji in tako je bilo vseeno in tako so vojne bile v ozadju in tako je ekonomija propadala, da je bilo čisto vseeno, s čim se ukvarjam, ker itak za nič ni dela in nobena stvar v tem trenutku ni imela smisla. Tako da je rekel, da ni treba, da lahko me pustijo in če bom sprejeta, pač se bom s tem ukvarjala. Tako sem jaz bila sprejeta na akademijo in resnično se ni dalo. In mlada sem bila v trenutku, se pravi začetnik v kulturi sem bila v trenutku, ko je država bila, moja država je bila v zelo slabem stanju in šla sem iskat drugo življenje. Mislila sem v začetku, da grem v Ameriko. Imela sem neko 3-mesečno vizo in zdelo se mi je, da jaz sem samo malo mimo. Srečala sem Dušana Jovanovića in Dušan Jovanović mi je rekel, tam se nikoli ne boš ukvarjala z gledališčem, tam boš delala na neki pekarni ali črpalki. Kaj pa, če bi ti ostala tukaj in bi vpisala podiplomski pri meni? In me je sprejel prvi, prepričal, da ostanem in evo me, 30 let pozneje, še zmerom se ukvarjam s tem, še zmerom upam, da ima smisla, da delam predstave, ki izginevajo. Veste, predstave so tako naravo imajo, da ljudje pridete, jih gledate, vzamete jih sabo in one zginejo, za njimi ostanejo neki slabi posnetki in včasih tudi slabe fotografije, včasih boljše. Ampak posnetki vseeno niso. In se pravi, ukvarjam se z neko umetnostjo, ker obstaja v trenutku, tako kot se zdaj pogovarjamo, in v naslednjem trenutku je ni več. In vam mora nekaj dati v tem trenutku, v katerem smo. In to je smisel tega, da mi se ustavimo, da ta trenutek se usedemo, nekaj začutimo, nekaj damo eni drugim, nekaj premislek imamo, ali pa preprosto neko lepoto, ali smeh, ali dobro voljo. In ta trenutek, ki ga skupaj imamo, in ta trenutek, v katerem pozabimo ves ostali svet, po mojem je to ta moja mala zmaga in ta mala zmaga kulture. Ta trenutek, kultura, ki jo delimo, je večja od vsega ostalega. In zaradi tega se mi zdi, da je treba vstati s kavča, priti, družiti se, ustvarjati, biti tukaj danes večer. Hvala vam. Hvala slavnostni govornici za tale razmišljanja, nadaljujemo pa z glasbo.
Današnja proslava je namenjena kulturi in podeljevanju priznanj. Podelili bomo tako Aškerčeva priznanja kot priznanja Zlati Možnar. Zato na tem mestu na oder že vabim predsednika Zveze Možnar, Mitjo Moškotevca, ki bo podelil Zlata Možnarja. Etno odbor Jureta Krašovca pri Zvezi Možnar je odločil, da imamo letos dva prejemnika Zlatega Možnarja. In sicer je prvi prejemnik Gašper Palčnik, ki s svojim delom, predanostjo in ljubeznijo do kulturne dediščine pomembno prispeva k ohranjanju ljudske kulture. Gašper Palčnik. Gašper Palčnik je že več kot 35 let srce in duša kulturnega društva Prežihov Voranc, v sekciji moškega pevskega zbora pa je aktiven več kot 30 let. Po njegovi zaslugi zbor danes deluje pod imenom Florjanovci, pod njegovim vodstvom pa so se pevci osredotočili na izvajanje ljudskih pesmi, ki jih predstavljajo v domačem kraju, po občini Laško in širše. Kot predsednik sekcije raziskuje stare ljudske pesmi in običaje ter skrbi, da ne tonejo v pozabo. Že več kot 20 let je gonilna sila tradicionalnega florjanjevanja, pri katerem pevci na predvečer svetega Florjana ohranjajo dragoceno krajevno izročilo. Dejaven je na številnih krajevnih in občinskih prireditvah ter etnoloških dogodkih, od martinovanja in buštfesta do prikazov ljudskih šeg in opravil. Gašper Palčnik je tudi dolgoletni član gledališke skupine, kjer je nastopil v vseh predstavah, sodeloval pri režiji in scenografiji ter soustvarjal nepozabne odrske zgodbe. Drugega Zlatega Možnarja pa si je s svojim neumornim delom in zgledom mladim glasbenikom prislužil Jože Ojsteršek. Jože Ojsteršek je že več kot 70 let aktiven član laške pihalne godbe, kjer je začel igrati že kot 12-letni mladenič. V svoji bogati glasbeni poti je igral krilnico, trobento in zadnjih 30 let pozavno. Bil je dolgoletni namestnik kapelnika, član upravnega odbora društva ter predstavnik godbe v programskem svetu Zveze Možnar, kjer je pomembno prispeval k vključevanju godbe v širše kulturno dogajanje. Njegova prizadevanja so vodila k ustanovitvi mažoretne in bobnarske skupine, pridobitvi društvenega pragora in prenovi društvenih prostorov. Jože je z navezovanjem stikov s skladatelji bogatil repertoar godbe, sodeloval pri številnih prireditvah in izdajah jubilejnih brošur. Leta 2015 je za svoje dolgoletno delovanje prejel občinsko priznanje Antona Aškerca. Hvala predlagateljem godbi Laško za tole pozornost. Če ravno v zadnjem obdobju nisem več toliko aktiven, pa vendar budno spremljam aktivnosti v društvih in skupinah na tem področju. Rad bi pa vam povedal nekaj iz svojih izkušenj na tem področju. Glejte, ohranjajte stare vrednote svojih društev. Na osnovi starih vrednot se ustvarjajo nove vrednote,
ki jih bodo sprejemale tudi za svoje, naše mlajše generacije. In ne pozabite, možnost nastopanja je garancija obstoja vsake, tudi najmanjše skupine ali društva. Brez nastopanja ni garancije obstoja. In poskusite se naučiti opazovati in poslušati, kakšne so želje nastopajočih in poslušalcev v dvorani. In potem pride tisto v naši duši, ko zopet sonce bo sijalo. Hvala. Iskrene čestitke nagrajencema. Na odru pa se nam bo zdaj pridružil gospod Avgust Aškrc, potomec Antona Aškrca, ki bo interpretiral pesem Kdor naš si, z nami poj. Prisluhnimo njegovemu doživljanju besed velikega pesnika, ki je svojo poezijo krepil narodno zavest in ljubezen do domovine. Slovenska pesem Sladka ti, oznanjaj, da naš rod živi. Doznani čuti z nami poj, za narod stopaj z nami boj. Kdor naš si, z nami poj. Dokler slovenska pesem se glasi, na svojih tleh Slovenec še živi. Ti pesem, srci naša slast, uteha naša čast. Slovenska pesem, naš ponos in prapor naš, kdo nam je gost. Slovenske pesmi, krepki glas, ti navdušuj, ti dvigaj nas. Slovanski brate, z nami poj, iz srca v srce svojim svoj. Pod prapor pevski stopi svoj, slovensko pesem z nami poj. Vihraj veslilo, pevska ti zastava, slovenska pesem, naša strast in slava. Kdor nas si, z nami poj. Na slovesnosti ob kulturnem prazniku, kot že rečeno, podeljujemo tudi priznanja Antona Aškrca, najvišja priznanja na področju kulture v občini Laško. Občinski svet občine Laško jih namenja posameznikom ali skupinam, ki so v preteklem letu dosegli izjemne uspehe, zaključili daljše ustvarjalno obdobje ali obeležili pomembno obletnico delovanja na kulturnem področju. Njihovo delo prispeva k prepoznavnosti in ugledu občine, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Letos priznanje prejmejo 3 nagrajenci, da pa bodo priznanja lahko podeljena, na oder vabim župana Marka Šanteja. Prvi nagrajenec je danes že stal na odru. To je Mitja Moškotevc. Mitja Moškotevc je že več kot 30 let predan ljubiteljski kulturi. Kot glasbenik se je pridružil Laški pihalni godbi leta 1994, nato pa svojo pot nadaljeval tudi v vaški godbi Vrh nad Laškim. Poleg glasbe ga vdihuje strast do ohranjanja kulturne dediščine, kot predsednik Konjerejskega društva Vrh nad Laškim skrbi za ohranjanje etnoloških običajev, hkrati pa vodi tudi Zvezo kulturnih društev občine Laško, Zvezo Možnar. Pod njegovim vodstvom Zveza Možnar ohranja ljudske šege in delovna opravila ter organizira tradicionalne prireditve, kot so jurjevanje, etnografski dogodki ob pivu in cvetju, Martinovo in rudarske šege. Ključna pa je bila tudi njegova vloga pri lanskem in zdaj že tudi predlanskem projektu Praznične vasice v Laškem, ki je s povezovanjem društev in posameznikov ustvarila posebno decembrsko doživetje.
Svojo energijo, predanostjo in povezovalnim duhom Mitja Moškotevc pušča neizbrisen pečat v kulturnem življenju Laškega ter pomembno prispeva k prenosu tradicije na mlajše rodove. Lep dober večer vsem skupaj. Ene 2 besede pa moram povedati. Na tem mestu bi se najprej zahvalil pri tej kulturi, da mi stoji ob strani družina. Tako da hvala moji družini, da me podpirate, pa mojim staršema, da sta me vzgojila v to kulturo. Tako je že tudi Jože povedal, treba je nastopati in če nastopaš, lahko dosegaš cilje. Jaz bi pa na tem mestu se zahvalil še enem človeku, ki je v tej lokalni skupnosti najbolj vlil to kulturo v mene, pa ga žal zaradi zdravstvenih razlogov ni danes tukaj. Ivan Medved, hvala ti za to kulturo, ko si mi jo dal. Hvala. Drugo Aškerčevo priznanje pa prejme Matjaž Buček. Tudi Matjaž Buček že več kot 30 let soustvarja kulturno dogajanje v Laškem. Kot dolgoletni predsednik KD Anton Tanc Marija Gradec pomembno vpliva na razvoj in ohranjanje folklorne dejavnosti. Leta 2024 je društvo pod njegovim vodstvom obeležilo 45-letnico delovanja z odmevno prireditvijo Sledi. Matjaž je društvu Anton Tanc pridružen od leta 1990, vodenje pa je prevzel leta 1997. Skozi leta je s pridobljenim znanjem nadgradil folklorno dejavnost in prispeval k njenemu širšemu uveljavljanju, tako lokalno kot mednarodno. Pod njegovim vodstvom se društvo uspešno predstavlja na območnih in regijskih srečanjih, gostovalo pa je tudi v več evropskih državah. Poleg folklore je od leta 2016 predsednik Društva laških pivovarjev, ki aktivno prispeva k ohranjanju pivovarske dediščine in lokalnih tradicij. Za svoje delo je prejel vsa Maroldova priznanja JSKD, ob 45-letnici društva pa tudi priznanje sveta območne izpostave Laško za izjemen doprinos na folklornem področju. Zanos, vizija in povezovanje duh Matjaža Bučka so ključni za razvoj in ohranjanje kulturne dediščine Laškega, kar ga nedvomno uvršča med prejemnike priznanja Antona Aškerca. Tretjega prejemnika pa danes žal ni z nami, je namreč zadržan, to je Bojan Krhlanko, a na oder vabim njegovo hči, ki bo v njegovem imenu prevzela Aškerčevo priznanje, gospodično Milo. Bojan Krhlanko je izkušen bobnar in glasbeni pedagog. Po izobraževanju na Celovškem konzervatoriju in sodelovanjih z vrhunskimi mentorji je diplomiral z odliko in pridobil status samozaposlenega v kulturi.
Kljub temu, da ni član Laške pihalne godbe, je pomembno prispeval k razvoju bobnarske sekcije in za njih napisal avtorske kompozicije. Sodeloval je oziroma še sodeluje z mnogimi priznanimi glasbeniki in skupinami, kot so Laibach. Z njimi je lani prejel državno odlikovanje za posebne dosežke na kulturnem področju. Destroj, Strojmašin, Helena Blagne, Oto Pester, Magnifico in mnogi drugi, ter seveda nastopal na mednarodnih festivalih v Evropi, Aziji in Združenih državah Amerike. Kot pedagog je poučeval na različnih glasbenih šolah ter bil mentor na številnih delavnicah. Poleg tega je ustanovil kulturno društvo Klip, ki organizira umetniške in kulturne dogodke v Laškem, med drugim festival Zvok in zdravje ter razne literarne večere s priznanimi ustvarjalci in umetniki. Njegova prizadevanja za povezovanje umetniškega sveta in promocijo Laškega so pomembno vplivala na lokalno kulturno okolje. Bojan Krhlanko. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Maja bo poskrbela še seveda, da tole ne bo tonilo v pozabo tudi na slikovni, fotografski način. Vam pa še enkrat iskrene čestitke in lepa. Današnje proslave še ni konec, a program na nek način zaključujemo in sicer z izjemnim nastopom trobilnega sestava za trobi, ki je nastal iz vrst nekdanjih učencev trobilne sekcije glasbene šole Laško Radeče. Danes so to uveljavljeni profesionalni glasbeniki, ki so svoje znanje in talent prenesli v vrhunske glasbene ansamble, mnogi pa še vedno nadaljujejo z izobraževanjem in razvojem. Posebna zahvala gre njihovemu nekdanjemu učitelju, Marku Razboršku, ki je bil ključna oseba pri povezovanju teh umetnikov in jih spodbudil k današnjemu premiernemu nastopu. Miha Salobir in Jernej Maček sta člana policijskega orkestra, Tobija Hrastnik, član simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani svoje znanje nadgrajujeta Matjaž Škorja in Januš Suša, medtem ko Bor Turnšek na Dunaju obiskuje Music and Arts University at the City of Vienna. Na srednji glasbeni šoli Celje pa sta Jernej Polanc in Zala Kajtna-Poženel. Marko Razboršek, nekdanji učitelj teh izjemnih glasbenikov, je tudi sam odličen trobentač, ki je dolga leta prisoten na slovenski glasbeni sceni in je predan učitelj ter mentor mladim glasbenikom. Prepustimo se njihovemu nastopu.
Thank